Mislim, se takole, ko gre človek mim takele, jaz se ne more moški, da ne pogleda. Pol smo pa pedofili, pa prostaki, pa stari, ki se slinimo. Ja, lej, ne moreš jeti mem, pa da ti zdaj mem... jebem! Kača! Spet sva se znajdla v malo neprijetni situaciji. Je to problem, lejte to. To pa ni lepo. Po dolgem času spet na izletu s Tjašo in Tjaša se zdajle jezi in je majčkeno razočarana sama nad seboj, kam me je spet pripeljala. Ker sem spet jaz zafrkana. Ja, lej, Tjaša, Pa ne vem. zemljevid. Ja, zdaj je pa zemljevid kriv. Ja, lej, tako kaže, tako da Ja, lejte, Tjaši se smil moj avto, ampak si se ga dal pred, pa moj avto je še kaj drugega bil navajen kot tega. Evo, spet po moji krivdi bo Tomaž umazal avto. O, Marija. Sicer Tomaž je tega navajen, ampak meni se pa vseeno kar malo smil tale avto. Trava ti ven visi, pa blato. Tjaša, jaz tebe nam več z Mercedesa bo okoli vozil, naslednjič greva s Peugeotčkom, če mi boš takele... Ti si bolj za fine, ne? Ne. A s Peugeotčkom? Ja. Si sploh že z mojim Peugeotčkom pelala? Seveda sem se. Daj pa si se? Se sva šla že na Golte, sva šla s Peugeotčkom. Aha. Tako da ja, super avto, ne? Ja, super. Ti plačam avtopralnico. Zdaj se bova s Tjašo sprehodila okoli tegale ribnika, jezera, pa bo Tjaša malo več povedala. Ja, to je ribnik Vrbje, okoli vodi tematska učna pot, ki je dolga približno 3 km, tako da se bova sprehodila. Del tega ribnika spada tudi pod območje Natura 2000. Baje, da je tukaj več kot 170 različnih vrst ptic živi, tako da zelo taka pestra fauna in flora, tako da jaz mislim, da bo lušten. No, super. Da vidimo, če me boste tale dva počakala. Ta mlada je napala ta staro, lejte to. Brava žlehtna. Kaj pa ti lepotica? Ti si tudi se Ja, se vem, da je to problem. Lejte to. To pa ni lepo. Ja, kako si pa lepa. Tole bo pa opazovalenca. Greva gor pogledati, Tjaša. Saj ni nekaj ful. A najprej jaz. No, lep razgled je na jezero. Mogoče bi moglo biti še enkrat toliko visok, pa bilo še boljš. Je pa tukaj imel en gospod prišel in je povedal, koliko je rekel, da je golo teh labodov. 11. 11. Ker so z Velenjskega jezera prišli sem. Tjaša, kako se ti je zdelo tale ribnik? Lušten ribnik. Pa zanimiv je, ker se labodi seveda popestrijo. Pa tako lepo urejena potka je okoli ribnika, da se sprehodiš, ni neki dolga, ampak tako lušten. Pa tam je bil, ste videli, en ta razgledni stolp, ki tudi malo popestri, ker greš lahko gor pa pogledaš dol, tako da meni je všeč. Pa še zdaj je fino ta lep sonček, ptičke. Ja, zdaj je sploh super, ker se narava prebuja, tako da top. Midva s Tjašo sva že na poti na grad Žovnek, pa Žovneško jezero. Tole je pa drevored, kako si že rekla, Tjaša? Ob graščini Žovnek. Aha, no tako, ja. Lepo. Lep. Midva zdaj greva pa na grad Žovnek. Ja, 15 minut je 15 minut. Tlele piše 10 minut, ampak nič zato se bo pasalo mečken sprehoditi, je tako, Tjaša? Seveda, brez dvoma. A si vedel, da je to eden najstarejših gradov?
Ne, to nisem vedel, mi je bil pa ful zanimiv oddelek, ki je malo tak drugač. Veš, na kaj sem pomislil, da je tak ena Drakula, da noter živi. Ne vem za koga. Do grada vod takale lepa pot, sicer je prepovedano z avtom, je dol znak, tako da moraš iti peš. Nekateri grejo z bicikli in res je 10-15 minut, mogoče niti ni 15 minut in še malo pa smo gor. No, evo, lejte, tole je tale grad Žovnek. Še eno gospo smo srečali na poti in je rekla, da je to en najstarejših gradov. Tako da gremo še not pogledati, zgleda kar zanimivo. No, zdaj so prečkala ta lesen most in zdaj so pa že noter. Tole malo obnavljajo, ampak videti kar zanimivo. Na hribčku lepi lokaciji. No, tukaj z te strani gradu je pa ful lep pogled dol na to Žovniško jezero. Upam, da sem prav izgovoril. Tjaša Svidla tole piše, da ne boš slučajno po steni hodila, gradu, obzidju, ki si bil taka. Gremo še gor pogledati, kaj je še tlele za temle ovinkom. Ja, zadevo obnavljajo, ampak glejte, zelo vredno ogleda, tako da meni je všeč. Z one strani, ki je pa že obnovljen, pa sploh ne. Tole je zdaj tlele vhod v stolp, ampak sem prepričan, da je zaprto. Čisto logično, ja. No, takole pa dol proti jezeru. No, takole izgleda tale grad Žovnek. Tamle dol Žovneško jezero, ful lep pogled in tudi ta grad, čeprav ga kao malo obnavljajo. Meni je ful lep, dobri razgledi, lejte, tole pa naša Tjaša. Veš kaj? Samo hvalaš vse okoli spet pa čisto tipično. Ja, ka ni lepo? Ja, je, ampak tipično moško, nič nisi pohvalil mojega novega outfita od svoj brenda. Ja, lej, sem hotel, pa se veš kako, danes je hiter, če pohvališ še nadlegovanje. Jaz sem nekje prebral, da so delavki v službi, če sem ne nadrejen, ji ne smem reči, da je lepo oblečena. Ok, sam zdaj tukaj s vami dva to drugače in lahko pač rečem. A lahko? No, lej, dober ti prestoji vsa čas, seveda tudi zato, ko imaš ti lepo postavico pa to, tako da lej, super je Tjaša. Ja, še kdaj se tako obleč? Bom. Boš. Hvala. No, evo, lejte, kaj pa drugi pravite? Drugač je res zelo dobro se počutiš v tem. Zelo dobro. Tomaž, mogoče bi tudi ti mogel kratecka probati. Tjaša praviš, zelo dobro se počutiš. Kaj tu, kašni tam, se spomniš, kaj je ena mene napisala, da zjam babe, čeprav me sploh ne pozna. Mislim, se takole, kaj gre človek, mim takele, jaz se ne more moški, da ne pogleda. Pol smo pa pedofili, pa prostaki, pa stari, ki se slinimo. Ja, lej, ne moreš iti mem, pa da ti zdaj mem pove, ja greš lahko mem ali ne moreš. Sicer ne morem tudi tebe vprašati, to mogo koga drugega. Pogledaš lahko, to ni nič narobe. A ni nič narobe. Pa tudi jaz se ne bom, zato da me ne bo kdo gledal, se ne bom zdaj oblekla v neka ohlapna oblačila, če se jaz tako dobro počutam. Meni je važno, da se jaz dobro počutam, a ne? Super. V glavnem, če Tjašo vidite, kje na cesto, lahko pogledate, vas ne bo šla na policijo prijaviti za nadlegovanje. Tole sva zdaj s Tjašo pod gradom in sva s ceste videla tole lepo hiško gor, pa tole je ful lepo urejeno. In se zdaj sprašujeva, kaj je to? A to spada k gradu? A gre to človek lahko pogledati? Ali ne sme iti pogledati? A je to mogoče privat? Tako da, če kdo ve, naj napiše. Jaz bom malko... Lejte, jagode? Ne. Ja, jagode so že. Dober, da vem. Bom jutri doma šel na jagode. Evo, na hiter skočim, da vidim, kaj je tole. Jebem! Kača!
Ali pa morda sploh ni bila, pa sem se tako ustrašil. Sem se pa res ustrašil. Tako da. Glejte, zdaj pa tale šlauf vidim in mislim, da je kača. Ali morda tudi koga privat. Ne vem, možno me bo kdo nagonil od tle. Kam gre pa tu naprej? Ja. Ne vem, lepo. Tjaša, prideš kačo pogledat? Spet sva se znajdla v malo neprijetni situaciji. Tomaž, nič te ne motim ti kar daj, ker vem, da mora takole v Rikverc po taki zelo ozki cesti. Pa že drugič. Pa že drugič, ampak ta je res dolga, ker sva zašla v slepo ulico, ker sva hotela do jezera priti. Pa sva tudi tam naletela na enega gospoda, ki je Tomažev sledilc, tako da k sreč. Ampak ja, se už vsaj izviješ bol. Sam moraš tudi priznati, da fejs dober pelem v Rikverca. Kar hiter, ja, drugač. Saj ne rabaš tako hiter. Hitrejš, ko peleš, hitrejš mene. Jebe. Kaj pa je zdaj? Ja, mačken sem iz ceste zapeljal. Fuck. Nisi, ne? Vse piska. Ok. Zdaj sva pa že na glavni cesti. Rešena. Bravo, Tomaž. Hvala. Tjaša občuduje lepote Braslovškega jezera. Zdaj se Tjaša malo bolj desno postavi, da bo sonce od zadaj. Malo bolj kepej. Levo. Ja, no. Moja leva, tvoja desna. Kako se ti zdi tle? A veš, da mi je luštan? Nisem še bila tukaj in luštan. Imamo še en lokalček za kavico. Ja, lokalček, pomolčki. Sicer mi da ne bova že zato, ker greva na kosil. Pa vem, da si že lačna. Drugače misliš, da se tako pa da, po mojem, da se da. Sem dala veš, kaj tam na pomolu, ker so štengice za vodo, tako da po mojem, da se tukaj kopajo. Sicer kopa se noben bi ti otvoritev kopalne sezone naredila. Bi, ampak nimam kopalk. Drugače pa z veseljem. Škoda. Ja, škoda. Lahko jo pa ti otvoriš. Nimam kopalk. Sva se s Tjašo odločila, da narediva krog okoli jezera. Oziroma niso se odločila, ena gospa nama je povedala, da je zanimivo jeti. In so rekla, greva tole čez. Da so tle neke zanimive korenine, pa pa tret bova videla. Kje je tudi malo močvirna, to je treba malo preskočiti. Ja, Tomaž, danes pa ti nisi pravilno obut. Ja, pač nisem. Ja, lej. Ti pa v novih merelkah. No, zdaj niso več čist nove, ampak so dobre. Odlične so. Sva prehodila tole, kako se že imenuje jezero? Braslovško jezero. Tam ene 2 kilometrčka, 15 minutk. Kako se ti zdelo, Tjaša? Lih toliko, da se pa še zdaj malo dol usesti. Ne, luštna potka, skozi ob jezeru v bistvu, no, razen večken del. Tako, po gozdu, po senčki, čisto vsak je lahko prehod. Točno tako. Zdaj pa še pasalo noter skočiti. Pa se malo ohladiti. No, Tjaša, tole danes pa sem te dober pripeljal. Tole, kar vidim pred sabo, se mi toliko sline cedijo, da hiter že posnem pa po sliki, da začneva jesti. Ja. No, lejte, kaj sem to, Tjašo, jaz v svet pripeljal, lejte. Kakšne fine zadevce bova midva tole jela. To je pekov zrezek, to je pekov zrezek, pekova pojedina, solatka. Solatka. Sva pa v gostilni ali pizzeriji pri Peku v Mozirjah. Nisem vedel, Tjaša, da tukaj poješ. Nisi, ne? Nisem. Meni si mačken solatke pustila, pa mačken sem lahko. Drugo si pa več ali manj pa ti zmazala. Sam si kriv, ko si med vožnjo govoril, da moraš zdaj paziti na linijo, tako da... No, sej, da si mi pa pomagala, da bi spuščal. Jaz se pa tudi nisem mogla opreti, ker je bilo tako dobro. Maravna so, pa res je bilo dobro. Odlično, priporočava, če boste tukaj pri Peku.
Mozirje, a ne? To je prvo. Pri Krožnem. Če greste na Golte, greste njem. Ja. No, tako lepo od zunaj zgleda ta gostilna pri Peku, to je v Mozirju, da tle gre cesta. No, daj Tjaša še enkrat povej, kako je bilo to, ki je. Ja, to je gostilna in pizzerija pri Peku in tole, kar sva danes jedla, je bilo res Super je bilo. odlično, res zelo dober. Tudi porcije take, ki se zagre za nas. Za take, ki jaz. Za take, ja, nas pohodnike, tako da res zelo dober priporočam, če boste v teh koncih, ker danes neko dobro gostilno je kar težje najdeti, kot včasih, no, tako da tukaj pa preverjeno odlično se je. Pa še lejte, parkir placa je dost. Pa zunaj terasa. Tako, zunaj terasa, tako da super imajo. Ja. Evo Tjaša, zdaj te pa peljem na otok Ljubezni. No, Kar za menoj. No. No, in vidiš, to je otok Ljubezni. Super. Takole je videti ribnik Presarje. Lepo urejeno, klopce vse posod. Samo tamle v tistem gostinskem lokalu je ful huda galama, tako da nisem mogel s tiste strani snemati. Drugače pa Tjaša kar fino tlele, ne? Tele klopce vse okoli. Luštanja, pa tam dol piknik plac, pa igrišče, pa otok Ljubezni. Luštanje. Kar fino, ja. Midva s Tjašo so danes že drugič na gradu Žovnek. Bom povedal zakaj. Ejte, zdaj mogoče še lepši. Tjaša tlele uživa v razgledu dol na Žovneško jezero. Žovneško jezero. Tako da, daj Tjaša, postav se tle, da te vidijo. Povej, kako so se imela? Tak, lušten izlet je bil, no. Tak, lahek. Lahek, ja, to je bil po moji želji, danes bolj tak lahek. Tudi jaz se nisem nič pritožil. Ja, tako da za te hribe bojva še malo nabrala kondicijo, tako da to je tak lušten izlet za družince, tudi za vse v bistvu primerno. Tako da v primeru, da pa iščete dobro idejo za izlet po Sloveniji, si pa pogledajte vse najne videoposnetke tukaj na YouTubu, ki jih je kar nekaj, opis videa je link, pa si pogledajte, jaz sem prepričan, da lahko najdete vsaj 10 zelo dobrih idej. Je tako, Tjaša? Sigurno, od zahtevnejših hribov do takih luštnih družinskih izletov, tako da vse. Tako. No, zakaj sem pa pristala tukaj na gradu še? Zato, ker bova en video posnela, pa ga bo tudi objavila na YouTubu. Na vaše vprašanje bo odgovarjala. Zanimivo vprašanje so bila, tako da bo tudi video zanimiv. Tudi link do tega videa bom dal tle opis videa. Tako da mi se bo zdaj tamle na eno klopco usela, postavila kamero in odgovarjala na vaša vprašanja. Jaz sem prepričan, da bo zanimiv. Jaz tudi. Pa hvala vsem za ogled, pa naročite se na Tomažev YouTube kanal, če še niste naročeni. Tudi tega videa, ki ga danes posnela, ne smete zamuditi. Pa zasledite naju na Instagramu, Tomaž Gorec, jaz sem Tjaša Zupan, pa sledite tudi našim profilom Lepote Slovenije, pa Slovenija Lovers, tako da... Tako. Hvala vsem, ki ste tole pogledali do konca, tako da se vidimo iz naslednjega izleta. Adijo. Čau!